slovenska podjetja v Sloveniji predvsem pričakujem, da se bomo sami znali organizirati in prilagoditi in seveda tudi vplivati na odločanje tudi v Bruslju oziroma tudi v okviru Evropske komisije, ampak tam je naš prispevek relativno majhen, tako da tukaj računamo, da mala in srednja podjetja se bomo prilagajala. Na današnji konferenci smo prejeli precej informacij, kam se bodo stvari premikale, da se bodo verjetno stvari olajšale za mala podjetja, pa hkrati tudi bojazen, da ne bodo večja podjetja, večji kupci naših storitev, produktov zaostrili delo. Taki dogodki so izjemno pomembni za mala in srednja podjetja, zato ker imajo možnost, da dejansko dobijo prave informacije, ker zdaj so res prestrašeni, kaj vse hudega jih čaka, še posebej na tem poročanju. Zakonodaja pravzaprav MSP-jem ne nalaga nekega konkretnega poročanja, ampak seveda so pa vse mala in srednja podjetja del vrednostnih verig in njihovi poslovni partnerji, pa njihovi finančni partnerji bodo od njih zahtevali, pričakovali nek način aktivnosti. Tako da veliko bolj kot poročanje je pomembno, da podjetja se ozrejo vase, pregledajo svoja tveganja, pregledajo priložnosti, ki jih mogoče imajo znotraj vrednostnih verig, pregledajo svoje vplive, tako pozitivne kot mogoče škodljive in naredijo aktivnosti za ukrepanje s tem. Skratka, se zaščitijo pred tveganji, izkoristijo priložnosti in zmanjšajo svoje negativne vplive, pa povečajo koristne vplive. Bi izpostavila ponos in veselje, zato da smo z strokovnim delom, s predanostjo in srčnostjo uspeli rešiti delovna mesta in pravzaprav zagovarjali vrednote, na katerih temelji naš sindikat Obrti in podjetništva Slovenije že 75 let.